Pozdravljeni v sredi tedna, haleluja, Jezus v sredini našega življenja, haleluja. Govorimo o transformaciji, govorimo o prenovljenem umu, prenovljenem življenju in v bistvu v Rimljanih 12 govori: bodite transformirani v drugo formo. Tako bi lahko to grško besedo prevedli, metamorfozo. In to kako? S prenovo svojega razmišljanja, haleluja. Ne s prenovo avta, hiše, bančnega računa, svojih prijateljev in tako naprej. Danes sem ful razmišljal o enem človeku, ki je izgledal kot morilec. In ljudje so rekli, ta človek je res nevaren, ga je bilo sploh pogledati. In v bistvu jaz sem imel privilegij moliti za njega, da je sprejel Jezusa. In ko sem ga videl čez en teden, mi je izgledal kot najbolj prisrčen, ljubeč človek, kar sem jih kdaj videl. Ne bi si mogel misliti, da je ta človek lahko kdaj bil nevaren. In potem, ko sem ga videl, v bistvu čez 2 tedna, je bil še bolj transformiran in še bolj. In ko mi čakam vedno, ko ga vidim, ker je prava milost, kako Bog spreminja življenje ljudi. Ne vem, kako ti sebe vidiš. Ampak jaz verjamem, da če si danes tukaj, poslušaš ta podcast, poslušaš Božjo besedo, si v slovljenu in v besedi, jaz verjamem, da si vsak dan preobražen. Vsak dan rasteš in se razvijaš iz slave v slavo. In tako tudi Božja beseda prav, da ne se ravnati po tem svetu, ampak preobražajte se s prenovo svojega uma. Se pravi, bodite transformirani v drugo formo, preobraženi v drugo obliko, s tem, da prenavljate svoj um in izkušate, kaj je dobra, prijetna in popolna Božja volja. Gospod, hvala ti za danes. Molim, da hodimo v Božji besedi, v Božji volji, da vemo, kaj je dobra, prijetna in popolna Božja volja. Danes nam govori vsak del tvoje volje, da hodimo v direktu, popolni Božji volji. In reči, nočem nič drugega, kakor popolno Božjo voljo. Nič več, nič manj in nič drugega. Popolna Božja volja. Haleluja.